predajam vam teh 10 postelj za spremljevalce v otrok in mladostnikov. Najlepša hvala. Lahko obljubimo, seveda skupaj z glavno sestro, gospod Pevec, da bomo jih koristno uporabili. Se vam osebno in podjetju zahvaljujem za to človekoljubno akcijo. Zagotovo smo v tej prostorski stiski, v teh epidemioloških razmerah, kjer se srečujemo ne samo z povečanim številom bolnikov s COVID, ampak tudi s povečanim številom respiratornih infektov, z veliko prostorsko stisko smo tega darila še toliko posebej veseli, se nam zdi, da je prišlo pravi čas. Hvala še enkrat. Vse veselje. Ja, trenutno starši, ki sobivajo ob bolnem otroku, počivajo oziroma si lahko raztegnejo ležalnik, fotelj, ki ravno se zelo lepo sliši, ampak je to zelo neudobna zadeva. Starši se preveč ne spočijajo, tako da moram povedati, da smo bili zelo veseli, ko smo prejeli ponudbo, da bi nam donirali tele postelje. Upam, da bodo dosti bolj udobne, oziroma mislim, da bodo dosti bolj udobne, da si starši bolj spočijajo. Kaj bodo imeli od tega starši, da bodo bolj spočiti, bolj zadovoljni, pa tudi otroci bodo imeli kar več od tega, če si starši dejansko spočijajo ob njem, ker bolan otrok rabi celega starša, ne samo fizično figuro, ampak celega starša. Omenila bi še na tem mestu, da pri nas je vedno več staršev hospitaliziranih ob bolnem otroku, iz tega naslova, ker se je tudi spremenil zakon, tako da pravico do sobivanja imajo starši ali skrbniki za otroke do 15. leta starosti, tako da se je tudi starostna meja dvignila in je kar več tega, kar tudi nam pravzaprav prinaša zadovoljstvo, zato ker imajo otroci svojo tolažbo takoj ob sebi. V bistvu ne jočejo toliko, hitreje se potolažijo, lažje prenašajo boleče posege in tako naprej. Tako da najlepša hvala za donacijo, upam, da nam bo dobro služila. Ideja oziroma razlog je v bistvu čisto osebni. Pred časom je bila hčera hospitalizirana in je bila tu, mislim, da 2 dni. V tem času je bila žena z njo. In potem smo se pogovarjala, pa mi je žena omenila, da še vedno se na teh stolih spi, da je sila, kako naj rečem, neprijetno, že tako je težko za otroka, za skrbnika, ki tu skrbi za njih, da ta čas, in se mi zdi, da če se vsaj skrbnik oziroma starš dobro naspi, da je potem dosti lažje za otroka, spočitje starš, hitrejša rehabilitacija, pa da se čim prej gre domov.